Minister Počivalšek, predsednik stranke, ki se ima še vedno nekako za sredinsko in liberalno, je osrednja politična figura, ki to vlado, njene provizije in uničevanje inštitucij omogoča in ki vse skupaj javno ščiti, če je treba tudi z debelimi lažmi. Metodo je v čisti obliki razvil že v prvih dneh nove vlade. Medtem, ko so zaradi koronavirusa tisoči ljudi ostajali brez dela in sredstev za preživetje, je kot minister na vladi glasoval, da sebi ter ostalim ministrom in državnim sekretarjem dvigne plačo za okrog 400 evrov. Javnost je upravičeno skočila v zrak. In kako je minister Počivalšek nekaj ur potem, ko si je izglasoval povišico, odgovoril novinarju oddaje 24 ur zvečer, rekel je, citiram, to sem izvedel od vas. Nato se je minister odpravil še na RTV in novinar, ki je odmeval na isto vprašanje odgovoril, to sem zdaj izvedel od vas. Ponovno citat. Primera bolj očitne laži si je težko predstavljati. Je tak človek res primeren za ministra? Od tam naprej je šlo samo še navzdol. Lažem, s katerimi je opravičeval dodatnih 400 evrov za lasten žep, je minister Počivalšek dodal serijo laži, s katerimi je opravičeval za 200 milijonov evrov sklenjenih poslov, pri katerih so provizije posrednikov tekle v milijonih. Odločitev, da bo vlada zaščitno in medicinsko opremo kupovala prek posrednikov in ne neposredno od proizvajalcev, kot smo mimogrede ves čas zagovarjali v Levici, je bila pri tem ključnega pomena. Če ni posrednikov, tudi provizij ne more biti. Ko so se začele pojavljati konkretne ugodne ponudbe za neposredne nabave brez posrednikov in z meddržavnim dogovorom, takšne neposredne posle pa je sklepala večina držav v Evropi, je ministrstvo gospoda Počivalška sporočilo naslednje, citiram. Republika Slovenija oziroma Zavod za blagovne rezerve ne more izvajati neposrednih finančnih transakcij na Kitajsko, saj lahko posluje zgolj s slovenskimi dobavitelji. To ni odločitev te vlade, temveč je stvar veljavne zakonodaje. Konec citata. Laž, debela še bolj kot provizije dobaviteljem, ki naj jih zaščiti. Zakonska omejitev, s katero je ministrstvo utemeljilo odločitev za nabave prek posrednikov, sploh ne obstaja. Vlada Janeza Janše je imela vse zakonske možnosti, da bi opremo kupovala brez posrednikov in brez provizij, a se je zavestno odločila za slednje. Temu je pritrdilo tudi Računsko sodišče. No in ministrstvo gospoda Počivalška je zato nadaljevalo z naslednjo kitico, znova citiram. Poleg tega večina kitajskih podjetij zahteva tudi 100% predplačilo, česar pa se zavod ne poslužuje zaradi možnosti zlorab in nezanesljivih dobav. Konec citata. No tudi to je bila debela laž. 100% preplačila, avanse so namreč dobivala tudi dobaviteljska podjetja. V 2 urah, 3 urah bo imel bančno garancijo za tega Bitenca. Bitenc pa bo moral posel dobiti, vi pa plačate zdaj, je 18. marca minister Počivalšek po telefonu naročil nakazilo avansa Zavodu za blagovne rezerve, kot smo ga lahko slišali na posnetku telefonskega klica. Isti minister Počivalšek je še 2 tedne kasneje v javnosti na temo avansov na debelo lagal dalje. Citiram, plačujemo zgolj o prevzemu in ne bom dovolil, da bi se na račun in škodo slovenskih davkoplačevalcev zlorabljala javna sredstva in okoriščali vojni dobičkarji, ki vidijo v tem zgolj priložnost za dober zaslužek. Konec citata. Cilj nabav opreme, kot je menda na tej točki že vsem razvidno, ni bila hitra in ekonomična oskrba prebivalstva z zaščitno opremo, ampak provizije. Ponavljam, cilj vseh nabav so bile provizije. Zato so ponudbe, ki so omogočale neposredne nabave in urejeno logistiko, takoj pospravili v predal. Lep primer je ponudba Slovenske akademije znanosti in umetnosti, s katero bi prihranili 41,7 milijonov evrov. Da ne omenjam javnosti dobro znane ponudbe o posredovanju Aleksandra Čeferina pri Jacku Maju. Slednjo so odbili samo zato, ker pravi dobavitelji ne bi zaslužili, Čeferina pa so nato besno napadli prek SDS-ovih medijev, zgolj zato, ker je predsednika vlade Janeza Janša popadla preganjavica, da bi gospod Čeferin na tak način v Sloveniji pridobil ugled, kot ga kot predsednik UEFA zaenkrat še nima, in da bi si nemara lahko zgradil politično kariero v Sloveniji.
Seveda se je Janez Janša ustrašil. Ne zate, kot se je SDS lagal že v volilnem sloganu, ta vlada dela izključno zase. Z vrhom laži in nesposobnosti se je minister Počivalšek okronal v oddaji Tarča, ko je poskušal braniti posel z ventilatorji. Da gre za precenjeno in neprimerno nabavo modela Sirius Med R30 je v oddaji izpostavil dr. Richard Knafel iz UKC Ljubljana, član strokovne skupine, ki jo je vlada izbrala sama. Ker mu mnenje stroke ni bilo všeč, je minister Počivalšek nemudoma poiskal drugo mnenje, ki mu spet ni ležalo, zato je pač še malo prikrojil resnico. Cilj je bil samo en, da kupi robo, ki jo izbrani dobavitelj Geneplanet lahko priskrbi, ne glede na to, če je sploh uporabna. Saj veste, kupili so golfe, ne Mercedesov. No, zdravniki in sama janšistična tovarna laži Nova24 so na to povedali, da ti golfi niso bili vozni, saj bi ob priklopu bolnika s covidom nanje okužbo razpihali in kontaminirali celoten prostor. V bolnišnicah so jih zato takoj pospravili v klet. A minister Počivalšek se ni dal motiti. Svojo zdravo kmečko pametjo, po kateri se ni treba ničesar naučiti, saj vendar minister že vse ve, je le ponovil, kupili smo golfe, ne Mercedesov, ljudje so umirali, čakali bi do božiča. To pokaže pravega Počivalška in razkrije vse, zaradi česar ni primeren za ministra. Aroganca. Sam vedno ve vse, kaj mu bo en zdravnik, kot se je izrazil na Tarči, govoril. Nesposobnost. Človek ni sposoben razumeti niti najbolj preprostih strokovnih razlag, zakaj je nek aparat primeren, drugi pa ne. Zanje je ventilator, tako kot je avto, pa naj gre za golfa ali za Mercedesa. Popolna nepripravljenost poslušati kogarkoli. Če strokovna skupina poda mnenje, ki mu ni všeč, bo pač minister Počivalšek zamenjal skupino. Navsezadnje koruptivnost. Čeprav je v telefonskem pogovoru z žvižgačem Galetom sam povedal, zakaj točno Geneplanet, ker je to, citiram, zgodba od SDS-a in je vedel, da je to posel zaradi provizij, ne zaradi ventilatorjev, ni imel do tega niti minimalnih zadržkov. Pripravljenost debelega laganja. Ko je vse te lastnosti demonstriral celotni slovenski javnosti na očeh in izgubil vso legitimnost, se zdaj svojega položaja oklepa z debelimi lažmi, ki iz njegovih ust letijo dobesedno dnevno, njihov povzetek pa smo na tej seji danes lahko že slišali. Minister Počivalšek pri tem ne skriva, zakaj se tako oklepa svojega položaja. Ker si obeta, da si bo v tej vladi ustanovil državni turistični holding in računa, da bo to državno premoženje njegova molzna krava, ko odleti iz politike. Fevd, kot se reče. A ta njegov fevd nas je do sedaj stal že na milijone evrov. Za primerjavo, nekajkrat večja Hrvaška je prek posrednikov kupila le za 1,7 milijona evrov opreme, za ostalih 50 milijonov je poskrbela neposredno. V Sloveniji je podpisanih pogodb za 200 milijonov, vse prek dobaviteljev. Koliko denarja smo torej v Janševih in Počivalškovih koruptivnih poslih izgubili vsi ostali? 20, 30, 50 milijonov? Težko rečemo, ker so obglavili vse inštitucije, ki bi morale to preiskovati. Laž, s katero je Počivalšek začel svoj mandat, torej da je od novinarjev dvakrat prvič izvedel za 400 evrov povišice plače, ki si jo je sam izglasoval, je le kaplja v morje. Ta človek nas je že v 3 mesecih stal na desetine milijonov evrov, ki jih je pomagal pospraviti v žepe omrežjem te vlade. In to je šele začetek. Če ga pustimo na položaju, si bo nemara ustanovil slovenski turistični holding za plenjenje slovenskega turizma, ne pozabimo, tja so z vavčerji že vnaprej plasirali do 350 milijonov evrov javnega denarja. A najdražje bomo vsi skupaj plačali to vlado v celoti. Dlje, ko Počivalška pustimo na položaju, dlje bo SMC omogočal to vlado in dlje bodo lahko šli s sesuvanjem inštitucij. Na koncu tega procesa bomo kot Madžarska, ko ne bo več neodvisnega sodstva, ko bodo utišali preiskovalne novinarje, ko bodo onemogočili opozicijo, takrat bo država njihov plen. Vsi posli,
ki jih bo taka država naročala, bodo izgledali kot posel z ventilatorji, le da tega Nova24, ki jo skušajo razširiti na RTV, ne bo pokrivala. Namesto oddaje Tarča se bo vrtela oddaja Alo prezidente. Ni naključje, da je Orban obdan samimi oligarhi, med njima dvema milijarderjema, po nekaterih ocenah pa je tudi sam vreden vrtoglavih 750 milijonov evrov. Toliko so za koruptivno in diktatorsko vlado plačali Madžari, ne dovolimo, da se to ponovi tudi v Sloveniji.